Ni fajn, ko smo spet na enem takem poslopju. Ko v starih časih srednje šole, se spomniš? Le tisto igrišče. Kaj si imel najraje pri telovadbi? Meni je bilo ful fajn, ko smo odbojko igrali. Pa mi nismo toliko igrali, veš. Mi smo bolj punce zafrkavali, pa jih gledali, kako oni špilajo. Okej. Prav. Ampak vseeno, koliko je fajn, spet en tak občutek iz časov srednje šole. Ja, to je. Zakaj sem jaz prišla? Obujati spomine ali kaj drugega? Ma ne, še zdaj mi ne grejo iz glave te peči, kako bi bilo fajn imeti doma eno tako lepo, klasično peč. Se vem, da so drage, vem. Sem vseeno, to še ne pomeni, da moram čisto pozabiti na njih. Lahko vse planiram, razmišljam. Ja, razumem. Veš, kaj mene sam skrbi, da si nauči začela predstavljati, da to je sam postalo pa zido. Kje? Snor, da mi zakuriš celo hišo. Ne. Se mi je zdaj, ti pametna punca. Sam, zakaj moram iti na pouk zdaj? Zato, ker hočem vedeti in pika. Kako poteka izobraževalni proces za poklic pečarja? Izobraževanje za poklic pečarja poteka v grobem takole, razdeljenje na dva dela. En del je splošno izobraževalni, drug del je pa praktični del. Kakšno pa je to razmerje med praktičnim delom in pa splošnim? V začetnih letnikih je praktičnega pouka manj, z višanjem letnika pa se število ur praktičnega pouka veča. A se praktični pouk odvija samo v delavnicah tukaj pri šoli ali tudi pri obrtnikih, pri mojstrih? Praktični pouk se odvija po zaključenem pouku, strnjeno tudi pri delodajalcih. Recimo v maju zaključijo s poukom v šoli, tudi v šolskih delavnicah s praktičnim poukom in nadaljujejo v prvem in drugem letniku 3 tedne pri delodajalcih. Kako je pa štipendijami, jih vaši dijaki z lahkoto pridobivajo ali kakšno je stanje na tem področju? Glede na to, da so pečari in tudi ostali poklici v gradbeništvu deficitarni in da v zadnjih letih teh takih profilov primanjkuje, je možnost pridobiti štipendije in seveda so tudi zelo dobre zaposlitvene možnosti. Pa se da za pečarja začeti samo tukaj v Kranju pri vas ali je še kje v Sloveniji možnost? V Sloveniji je poleg kranjske šole, naše šole, kjer izobražujemo za pečarja, še možnost izobraževanja v Ljubljani, Novem mestu, Celju in pa Mariboru. Simon, večerja, pridi. Super, sem že lačen, veš. Juhca.
pa. Sploh ni slabo, veš. Samo zelenjave bolj malo videti. Kaj je to? Iz vrečke spet? Ja, iz vrečke, ja. Ta kruh tudi ni glih, ne vem. Vem, ja, skorja ni ta prava. Ja, dobro, če bi bil doma, bi bil čisto drugačen, ampak tudi peči nimaš ta prava, ne? Ne. Veš, kaj bi mogla enkrat narediti? Jeti v hiško tvoje stare mame. Veš, to je krušna peč. Pa bi sama naredila kruh. O, ne, ni govora. Pa zakaj ne? A nisi vedno o tem govorila? Ne, kje veš, koliko je stara tista peč? Peč je treba na vsake toliko, ne vem, vsakih 10 let, 100 let popravljati. Drugi se začne dim kaditi, pa ne vem kaj vse. A ja, evo, in spet rabiš pečarja. Ja, ampak nekoga, ki to res obvlada, enega mojstra, veš, to ni tako ti, ko se s knjigami igraš, pa si postavljaš en kamin. Tam je ogenj, to je treba vedeti, kaj se dela. To ni tako cvečko tole prižgati. Škoda je, ogenj pa je znam zakuriti. A si ti prepričan, da boš ti znal en ogenj zakuriti? A ti jim pokazal, videla. Ja, kaj pa ti delaš? Kaj delam? Ogenj bom zakuril, ne? Ti boš zdaj kar ogenj zakuril tukaj. Se sploh ne veš, kako se to dela. Kaj ne vem, ti sploh vedel sem jaz glavni kvarjač pri tabornikih. A da nehaj, sploh nisi bil nikoli pri tabornikih. Dobro, sam malo bi bil, ne? Pa če bi bil, bi pa kvarjač, ne veš. Lej, zdaj le tu zunaj ta ogenj, ne vem, mogoče ti celo rad, ampak a misliš, da nam bo zaradi tega zatoplo v hiši, ali kaj? Jaz rabim ogenj na peči. Pa glej, jaz zdaj sam treniram za polko, ko bova imela peč, razumeš, da bom znal tako v sekundi zakuriti. Pa se to ni tako enostavno, si slišal, kaj se je treba znati za eno peč. Ne, glej, težko je postaviti, zgraditi peč. Zakuriti je pa preprosto. Papir, malo dračja, pa nasekaš ta drva, položiš ko v piramido, zakuraš. Ja, ne vem, če je tako preprosto, ne vem. Malo mene to skrbi, ne? Ker ko bova dobila midva to peč, pa veš, da bo lepa, ker sem res lepo zbrala. Ne vem, no, če bo to tako preprosto. Glej, tebe ne to nič ne skrbi. Se viš, kako sem lepo postavil. Zdaj mesto požgal, se bo tle malo pogrela in bo lahko sanjala o tem, da ko pride pečene, kao se bo počela zraven. Pa kako bo toplo pa to. Sam glej, kako me je to zakuril zdaj. Diši ful dobro, ok. Se še kadi? Ja, samo zdaj vroče, Marga moramo ohladiti, preden ga preizkusimo. Tale krušna peč, kot jo imate vi tukaj, je v bistvu primer take, kot so včasih imeli, na kateri so kuhali, pekli. Kako pa je danes s krušnimi pečmi? Kakšno vlogo imajo danes? No, seveda, danes se krušne peči v obliki krušnih peči, bi rekel, bolj uporabljajo na podeželju. Kjer so še v bistvu obdržali ponekod svojo prvobitno vlogo. Bi rekel, v mestih, pa v teh, bi rekel, bolj urbanih naseljih pa enostavno pač zaradi načina življenja enostavno to ni več, bi rekel, nima več prostora, nekako ne paše v koncept. Jaz bi imela eno tako peč, ki se jo lahko zakuri enkrat na dan in je potem dalj časa topla, na katero se da vležt, mogoče kakšno deko gor položiti in pa kakšne lepe večerne urice tam preživeti. Ja, to je, bi rekel, tipična akumulacijska peč. To je peč, ki jo zakuriš enkrat na dan, ko ta količina goriva zgori, potem najmanj 12 do 24 ur in seveda to je
glede na to, če imate pogoje, bi vam tako peč prav gotovo lahko naredili. Lahko jo pa tudi pri nas v našem razstavnem salonu pogledamo, ko boste videli eno tako peč. Pa jo kar povabim zdaj, da gremo pogledati to. Ja, boš še videl Da živo. izberemo eno peč, ja. Super. Ja, prosim.